Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada danes na 5 naslovih v poslovnih in zasebnih prostorih na območju Ljubljane preiskujejo sume korupcijskih kaznivih dejanj v zdravstvu. Ena oseba je pridržana, po poročanju spletnih strani RTV Slovenija so preiskave povezane s posli Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra z operacijskimi mizami. Odbor za zdravstvo na današnji seji na zahtevo poslancev SDS-a obravnava nejasnosti pri financiranju operacij na odprtem srcu. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Mednarodni center za kardiovaskularne bolezni Medikor sta namreč v sporu zaradi obračuna vrednosti teh operacij. Društvo bolnikov operiranih na srcu je opozorilo, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje lani zmanjšal sredstva, namenjena izvedbi srčnih operacij. Zaradi tega naj bi prišlo do podaljšanja čakalnih dob. Pol leta po objavi v Uradnem listu se danes začenja izvajati zakon o odškodninah za izbrisane. V skladu z njim od danes na upravnih enotah sprejemajo vloge za odškodnine, ki jih izbrisanim prisoja zakon. Na Ministrstvu za notranje zadeve jih pričakujejo okoli 12 tisoč, za odškodnine pa naj bi skupaj namenili okoli 130 milijonov evrov. Časnik Delo poroča, da je anonimno kazensko ovadbo zoper 16 znanih Mariborčanov zaradi domnevne vpletenosti v organiziranje in spodbujanje mariborskih protestov novembra oziroma decembra 2012 tožilstvo zavrglo. V anonimki je avtor vidnim Mariborčanom očital, da so osebe, za katere so podani razlogi za sum, da so aktivno sodelovali pri organizaciji in poteku tako imenovanih mariborskih vstaj, katerih cilj je bil razširiti nasilje na celotno območje Slovenije z namenom nasilne odstavitve župana mestne občine Maribor, Franca Kanglerja in predsednika vlade Janeza Janše. Stranke in liste, ki nameravajo nastopiti na prihajajočih predčasnih parlamentarnih volitvah, lahko kandidatne liste vložijo še danes do polnoči. Pristojni organi več strank so svoje liste že potrdili, velika večina pa jih bo vložila tik pred zdajci. Programski svet RTV Slovenija na izredni seji znova obravnava zaplet pri imenovanju generalnega direktorja. Sejo je zahtevalo 6 svetnikov, ki pričakujejo, da bo svet na podlagi sklepa Delovnega in socialnega sodišča Nataši Pirc Musar najkasneje do 1. julija izročil pogodbo o zaposlitvi. Na današnji seji bodo tudi vnovič volili predsednika programskega sveta, saj jim ga na ustanovni seji 4. februarja ni uspelo izvoliti. Za to mesto sta se potegovala Mitja Štular in Ciril Baškovič. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe. Ponekod bo še pihal vzhodni veter. V petek bo spremenljivo oblačno, proti poldnevu se bodo od severa začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte. Ob morju jih ne pričakujemo. Prehodno bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Zvečer se bo zjasnilo, v soboto bo sončno vreme. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Tudi mariborski kardiologi in vodstvo kliničnega centra še niso rešili problema povečanja izplačil zaradi povečanega obsega dela. Organizatorji festivala Lent prosijo za donacije, za izpeljavo festivala potrebujejo še 50 tisočakov. Prostovoljne gasilce iz Hoč je po kresovanju presenetila in razjezila položnica Sazasa. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.